Hvala lepa za besedo. Prav lep pozdrav v mojem imenu in v imenu seveda vseh mojih kolegic, poslank in poslancev iz Državnega zbora. Jaz moram za začetek reči, prvič sem tukaj in sem navdušena nad okolico, predvsem pa sem navdušena nad tem, prejle sem se malce sprehajala med vami, nad vso to pozitivno energijo, ki tukaj v tem prostoru veje iz vas. Jaz si želim, da bi bilo tudi v Državnem zboru tako, pa žal ni. Zadnje dni, tedne in predvidevam, da tudi nekaj vnaprej je bolj duhamorno vzdušje. Tisti poslanci, ki so nekoč bili tako polni besed o socialni državi, o tem, kako vse naša vlada dela narobe, danes tisto, proti čemer so nekoč tako nasprotovali, sklonjenimi glavami in bolj stisnjenimi zobmi pritiskajo na gumbe za. Bojim se, da bo še naprej tako. V naslednjem tednu bo še bolj naporno, kot je bilo v tem tednu. Pred nami je namreč proračun. Proračun kot najpomembnejši dokument, ki pove, koliko bo država v naslednjem letu dobila in koliko bo lahko razdelila. To, kar smo dobili v roke, je popolnoma zgrešen pristop. Popolnoma nekaj drugega, kar je delala Janševa vlada. Temelji na tem, da bo več prihodkov iz naslova davkov, ampak, kot je že predsednik rekel, poraba ostaja pa enaka. Obremenili bomo gospodarstvo, obremenili bomo oziroma rečemo bodo ljudi. Dviguje se dohodnina, dviguje se davek na nepremičnine, dviguje se davek na dobiček podjetja. Vse povsod se ljudi, podjetja stiska za vrat. Od kje bo gospodarska rast? Od kje bodo ljudje še jemali, da bodo lahko živeli dostojno življenje? In seveda, ker se na drugi strani ni naredilo prav nobenega napora, da bi se zmanjšala javna poraba. Ne vsa javna poraba. Tista, ki je prebogata, tista, ki zažira v pokojnine in v tisto ta pravo socialno državo. Ker se tukaj ni naredilo nič, lahko rečem, da te besede, ki smo jih slišali, besede premierke, ki smo jih slišali ob tem, ko je predložila proračun, da smo pa s tem ohranili socialno državo, zvenijo prav, nimam besede kako, ampak to je popolno neresnica. Bom poskušala biti vljudna. Ne ohranjamo socialne države, zatiramo jo in razdiramo jo. In seveda tujina to ve. To ni ohranitev socialne države, to je klic, da pridejo na pomoč tisti, ki nam v tujini bodo enkrat v nadaljevanju posojali denar in da naredijo domačo nalogo namesto nas. In v tem pogledu je pač tujina oziroma trojka boljša od sedanje vlade. Vsekakor pa to ni dobra rešitev. In ne bi bilo treba nobene trojke, če lansko leto decembra ne bi bilo takih nasprotovanj reformam, ki jih je predstavila Janševa vlada. V enem letu trajanja Janševe vlade smo sprejeli proračun, zato sprejeli ZUJF, sprejeli bančne zakone, ki so potrebni za umik države iz podjetij, pokojninsko reformo, delovnopravno reformo. V enem samem letu smo pripravili popolnoma vse temelje, da ta država deluje normalno naprej, da ni treba nobene trojke. V dobrega pol leta vladanja vlade Alenke Bratušek so dvignili DDV, sprejeli nekaj drugih zakonov, ki obremenjujejo gospodarstvo. In sedaj predložili proračun, ki kliče po trojki. Spoštovani gospe in gospodje, mi seveda takega proračuna v nadaljevanju v Državnem zboru ne bomo podprli.
Zelo se bomo borili za to, da bomo pokazali, kje vse bi se še dalo narediti kaj bolje in kaj vse bi lahko mi predlagali. Žal nas je premalo, da bi s svojimi dobrimi rešitvami lahko tudi uspeli. Ampak seveda to nas ne bo odvrnilo, da se ne bi borili z vsemi močmi in pri tem vam povem, da čutimo, ali ljudje stojijo za nami. Čutimo to pozitivno energijo, ki je danes tukaj in jaz upam, da jo bomo čutili še dolgo časa naprej. Zato vas vse skupaj lepo vabim, da nas gledate, ste kdaj tudi kritični do nas, predlagate se, obračate na nas. Zagotavljam vam, obljubljam vam, da bomo te vaše predloge prenašali naprej in se za njih borili. Hvala lepa in še naprej uspešno dan.